Torej, v nedeljo drugi krog predsedniških volitev, se jih boste udeležili? Bom. Pravzaprav se še nisem čisto odločila, ne. Na prve nisem šla, zdaj pa v bistvu vsi pravijo, da je treba iti. Jaz pa se hočem distancirati od politike, pa ne vem, ne morem reči, a bom, ne. Ne bom se jih udeležil. Nimam nič proti politiki, ampak kot svoj čas na tej zemlji bi porabila za druge stvari, ne. Ker če bi pa se ukvarjala s politiko, bi pa v bistvu posvetila dosti časa temu, če že nekaj hočeš tu, a veš. Ja, meni se zdi, da moj glas ni pomemben, no. Sej, mislim, zdaj tudi ni mogoče toliko močna pozicija, da bi me lahko prepričal en ali pa drug, ne. To je vse nekako mlačno približno. Gospa, pravite, da ste se že udeležili volitev predčasnih, pa mi povejte, je kampanja predsedniška vplivala na vaše mnenje ali ste bili o vaši izbiri odločeni že prej? O izbiri sem bila odločena že prej, kampanja ni vplivala, pravzaprav ne moram reči niti ne bistveno, sploh ne. Kako ocenjujete do zdaj kampanjo, ste kaj spremljali ali mislite, da so drugi dogodki v državi jo zameglili, potisnili v ozadje? To sem glih včeraj razmišljal, da nič kaj ne zasledim več, da so bolj poudarek na protestih, tako da ne vem, kako je mišljenje kaj Turka pa Pahorja glede tega, bi bilo fajn jih slišati. Zdela se mi je korektna, pravzaprav vsak je imel svoj nastop, svoj način nagovarjanja volivcev, ampak se mi je zdela zelo korektna. Kaj bi si vi želeli še od kandidatov slišati? Mogoče kaj bolj visoke šolstvo. Recimo bolj podrobne, ali bolj kakve večja sredstva za izobraževanje ali ne. Bolj recimo to. Mislim, da ne. Da sta vse bistveno povedala tisto, kar nas vse muči.